Razmerje, ki se je vedno znova prekinjalo in spet obnavljalo, se konča z velikim pokom. Pridi ven s praznimi rokami, obrni se. Ni tako. Potem se obrni. Ni tako, mislim, jaz. Ja, zavedam. Kaj je Helen Barnes? Prosto s temo, ne vem, kaj deha sort of. Ne, pomagaj mi! Ne! Bom pa šla. Razkrivamo, kako je maščevanje ene ženske pripeljalo do tega, da ji grozi veliko časa za zapahi. V redu je. Ampak se zavedaš, da ti grozi najmanj 120 let zvezne zaporne kazni, kaj ne? Zakaj? To je Inside the Crime, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Miller. Veste, da je razhod šel zelo narobe. Ko pristaneš v zaporu, nato pa še v oddaji Law and Crime. Za eno žensko se je to zgodilo potem, ko je zagledala novo dekle svojega bivšega in naj bi se odločila pritisniti na plin. Je 15. marec 2026. Smo v Tulsi, Oklahoma. Skoraj je 3:45 zjutraj. Večina ljudi še vedno spi ali pa šele začenja svoj jutranji dan. Za tiste, ki živijo na South Yorktown Avenue, jih je morda prebudilo kričanje moškega, ki je vpil "stoj". Temu pa so sledile troblje avtomobilov in nato presenetljiv trk. Pravkar sem rekel, da slišite nekaj hrupa, kot da nekdo poskuša ukrasti avto. Tam nekaj slišim. Ali pa če kdo teče tam zadaj. V redu, skozi katero hišo gre? Wow. Nekdo? Klopi svojo sireno, prižgi sireno. Policija, pridi ven s praznimi rokami. Grejo po 13. ulici, tam je 12. Zadnje dvorišče pri 112. V redu, si pripravljen? Sam povedal sem. Policija, pridite ven, brez ničesar v rokav. Prekletstvo. Tako se začne. In ljubim te. Kapo si? Torej, pokaži nam svoje roke. Ona je tukaj. Drži roke dignjene in hodi proti meni. Nekdo drug je v mojem telefonu. V redu, drži to. V redu, ulezi se na tla. Ulezi se na tla in drži roke v zraku. Policija iz Tulse je kasneje tega moškega identificirala kot Joseja. Jose pravi, da je njegova bivša punca Annabel Torres pravkar zapeljala z avtom skozi stran njegove hiše. Annabel, pridi ven! Ja, on ne more priti sem zdaj. Ne, nočem, da pride sem. V senci. Prišel sem in te poklical, da prideš sem. Napolnili bomo hišo s poprovim razpršilom, če ne prideš ven. Ena oseba proti. Mene roke so zlomljene. In počakaj. Bodi tiho. Ne bom, ne kaži, ker ima zlomljeno roko, glej. Nisem nekaj česa. Roke. Zlomljena. Kdo je še tam noter? Ona in še nekdo drug. To je to. Kdo je druga oseba? Shady. Preden gremo naprej, da bi razumeli, kako smo prišli sem, moram razložiti več o vseh vpletenih. Annabel in Jose naj bi imela skupaj 3 otroke. Shady je po policijskem poročilu Josejeva nova punca. Sprva so verjeli, da je še vedno v hiši. In ker je Annabel obtožena, da je zapeljala z avtomobilom v stran hiše, lahko začnete razumeti, kam to pelje. Ne udarjam te, ko hodiš. Nadaljuj s hojo. Nadaljuj svojo. Bi bok, ustalim se, spusti se na roke in kolena. Hvala. Daj. Hej, moj se ima Na trebuh naj se dam. Počakaj. Počakaj. Lezi na trebuh in daj roke za hrbet. Ampak, a lahko to naredim? Ampak ali lahko imaš mavec? Ne, ampak ni tako. Potem se obrni. Ni tako. Mislim, obrnem se bom. Ne vem. Bam. Ne bom ti nič naredila. Ampak takoj se vrnem. Ampak bom. Ne boš. Zlomljeno je. Ne dotikam se tvojega palca. Nisi se dotaknila mojega palca, ti prasec.
Ja, Annabel. Tega še nisi slišala. Poglej to. Wow, to je prvič, da sem to slišala. Ne želiš si tega. Lahko vzameš krave. Nič ni v njem. Kdo je tam noter? Živja. Kdo je še tam noter? Vedela sem. Vedela sem. Vedela sem. Vedela sem. Vedela sem. Garaža. Pokliči policijo. Daj vzem nekaj v roke. Dvigni roke. Ja, ne vem, kako se bo to spremenilo. Svet. Vedela sem. Vedela sem. Vedela sem. Torej, potencialno imamo tam še eno žrtvo. A pa pismo mi česa slišali? Daj še nekaj obvestil. Tos, prosim, če si v garaži, se javi. Pravkar smo prišli in oba sta bila tam noter. Ja, in rekel je, ko smo ga klicali ven, da sta bila tam Annabel in njegov po imenu Shane. Moj strah je, da bi Shane lahko bil povožen. Če bom dal to zadnji stekel stran. Ja, v redu si. Ni videl nikoga v avtu. Pokliči. Policijo, če si tukaj, se javi. Dobili smo še en dodaten klic od nekoga drugega, ki je zbežal za golo življenje. To je bilo tam zadaj. Mislim, da se spomnim, da sem slišal, da je tista stvar počila tukaj zadaj. Ja. Boš dal šit noter, a ne? Mislim, da mi ne bo uspel. Mogoče, ne vem. Ne boš pa noter. Lahko nekaj spravim noter. V redu. Tam zadaj še nismo preverili. Brzi, prosim. Brzi, prosim. Moramo odpreti vrata. Nimam nič. Haj. Ko narediš ta korak, drži to, jaz bom premagal to vzmetnico. Dobro. Po poročilu o incidentu Po nesreči je Shady zapustila stavbo s svojima 2 otrokoma, vendar so policisti kasneje uspeli dobiti njeno izjavo. Medtem ko so policisti poskušali pridržati Annabel, so v svojem poročilu zapisali, da je postala, citiram, agresivna in besna. Počakajte, lahko kdo odstrani moje lase iz ust? Ne. Hočeš bombo? Odstrani si lase iz ust. To je noro. Prosim, prosim. Zdaj pa potrebuješ uslugo. Prosim. Ne, prosim. Hej, tam čez. Nimam več. Ja, naredi. Imaš njene ključe. Juhu, kje? Kje? Utihni, nehaj. Tip na svetu živi v tej prekleti hiši. Vidiš, čuden si. Res si čuden. Čudak. Čudak. Ja, čudno, čudno. Hej, ima svoje ključe v kopalnici. Ja, zato si za nič. Čudna si. Čudna si, ampak ne znaš skrbeti za svoje otroke. Ampak kaj pa tvoji otroci? Zakaj udarjaš vse? Hočeš udariti svoje otroke? Hočeš udariti svoje otroke. Ampak hočeš udariti svoje otroke. Ne želiš svojih otrok. V redu, želiš jo vzeti. Vi jo peljete na njen kup. Hej, nehaj s tem. Kaj? Nehaj, ne smeš ga poškodovati. Nehaj, mi zakaj? Hej, lahko grem noter. Sranje. Kaj? Ne. Hočeš, da policija odide? Wow, to tako boli. To tako boli, ja. Kdo je pomagal? Kdo je to? 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 Opa, brcnila te bom. Ja, zadelo me je. To ni hrib. Tako preprosto je zadelo. To je prstan. Tvoji boki so šibki. Tvoji boki so šibki. Ne moreva. Tukaj sem zdaj. Hočeš pomoč? Zakaj ne prideš sem zdaj? Moraš dobiti. Da dobiš pomoč. Moraš dobiti pomoč. Moraš dobiti pomoč. Moraš se vrniti v zapor. Ne! Moraš še malo v zapor.
Dojno. O moj bog, lulat moram. Poročilo o incidentu navaja. Medtem ko so poskušali odstraniti Anabel iz območja, je brcnila policistko v nogo. Med poskusom obvladovanja Anabel je Anabel isto policistko brcnila v obraz. Izdi se, da je bila zaradi teh razlogov Anabel odpeljana do patruljnega avtomobila v zadrževalnem ovoju. Kdo pa je druga punca? Žrtev. Družina žrtve. Skupaj sva že več kot 2 leti, zato mislim, da se lahko štejeva za poročena. Samo iskrena sem. Ne, v redu. Počakaj. Vi me spravljate skozi vse to samo zato, ker me je pravkar brcnil. Brca me v obraz. Utihni. Ti si... Ja. In ti tudi. Jaz nisem družina. Res si smešna. Hočeš slišati šalo? Počakaj. Želiš? Hočeš slišati nekaj? Si vedela? Nisem bila. Oprosti, ker sem te brcnila v obraz, ampak v hiši sem zdaj, jaz... Ali praviš? Ali je rekel, da je še ena oseba tam noter? V hiši. Ja, v hiši. Iz kart. Ampak tam ni nikogar. Viš, kakšna je tvoja pisem? Vsaj ena. Ja, in v hiši bolnišnice so ljudje. Kaj? Kje? Kaj za vraga? Tam ni nikogar. Res sem pogledala. Všeč mi je. Ne morem nehati? Ti lahko, ker ga ubiti ne more biti resno. Ne, počakaj. Pravkar sem imela operacijo palca. To ni ta. Res sem pravkar... Počakaj. Moj palec. Moja roka. Miami. Moja roka. Pojdi stran. Zakaj? V redu. Kaj, če bi bila tvoja... Bil je lep večer. Torej, vzemi svoje. Ti dobro jutro. On ne more. V redu. On sploh ni več tam. V redu. Mislil je, da tega ne bom naredila. Moraš iti na splet. Ja, živjo. Mislil je, da tega ne bom naredila. O moj bog, moja misel, moj računalnik, z oknom. Prosim. Palec, moj palec. Bom pritisnila na njen hrbet. Moj palec. Lahko, prosim. Ne moram. Ne moram. Ustavi se. Ne, prosim. Ne daj tega gor. Ne obleci tega. Ustavi se. Kaj se je zgodilo? Ustavi se. Jaz sem tvoja lastnica. Ustavi se. Imaš samo otroke. Ali poslušaš? Ustavi se. Ali jaz poslušam? Tega ne bomo dali gor, če... Ali si sploh slišala, kaj sem rekla? Ali je že slišala, da to naredite, fantje? Je to vse, kar si slišala od tega, kar sem rekla? Piši samo, da to naredi. Samo Jose je tisti. In ti si mi bila samo v napoto, ko sem ga ubila. Čudeži, au. Moja glava, au. Počakaj, prišel sem noter. Počakaj, ja, moja glava. Moja glava. Lulam. Moja roka, našla sem jo. Moja roka, moj maliček. Vsi mi stopate po zobeh z mojo roko. Au! Vsi stopate po tem moškem. Au! Moji. Glava, au! Grab me again! Yeah, I'll grab you again! Cause you wanna get... Moja glava! Au, moja glava!
tisti avto je poškodovan. Tisti avto je poškodovan, ta avto je očitno zapeljal skozi hišo. Predvidevam, da je zapeljala skozi vrata ali nekaj takega. Ja, in večkrat me je napadla in brcnila me v obraz pravzaprav. Mislim, očitno uščipnila me v nogo. Torej, to je znak, v redu. Videti je bilo, kot da je bilo tam, videti je bilo, kot da je bilo v senci, videti je bilo, kot da mora biti kri. Iz policijskega poročila se zdi, da morda vemo, zakaj je Anabela domnevno znorela. Po poročilu je policist govoril z Josejem o tem, kaj se je zgodilo. Povedal je, da sta bila z Anabelo zadnjih 7 let v razmerju, ki se je večkrat prekinilo in spet nadaljevalo. Anabela se je pripeljala z džipom. Anabela je vprašala o drugem vozilu, ki je bilo parkirano za garažo. Jose je verjel, da je Anabela vedela, da je vozilo od njegove punce. Anabela je nato zapeljala z vozilom v drugo vozilo. Poleg tega je Jose povedal, da je Anabela vrgla kamen v vetrobransko steklo vozila. Potem, ko je poškodovala vozilo, je Anabela zapeljala vzvratno in zadela še drugo nepovezano vozilo. Nato je prebila vrata in zapeljala v garažo, kjer sta bila Josejeva punca in njena 2 otroka. Josejeva nova punca in njeni otroci so ponovno varno pobegnili. Vendar Jose očitno potrjuje, da je bila njegova nova zveza verjetno razlog za nesrečo. Rekel si mi, naj se pomiri, rekel si mi, naj se ustari, ampak je že šla skozi. V redu, torej, na tej točki... In rekel si mi, poklical bom policijo nate, ker, veš, nočem nazaj v zapor. Jaz sem že odslužil svoj. Hočeš, da proti tebi vložimo vadbo, ker si brcala vrata in napadla? Ne, nočem vložiti vadbe, nisem takšen. Mislim, Shango Joe za to, kar je že naredila. Torej, nisem zelo jezen na njo. Shango Joe. Delal bom v drogeraškem brlogu, v bolnišnici, delal bom v bolnišnici. Tista revščina mi je všeč, ja. Ne vem, če mi je všeč oditi. A želiš biti žrtev, ko se bo pripeljana skozi tvojo hišo? Ne, nočem. Si rekel, da to najemaš. Ja. Ja, vem, vem. Kje živi tvoj najemodajalec? Pri tem prijatelju ali kaj je to? Ne. No, moj stric je bival tukaj v hiši, ampak zdaj prenavljajo celo hišo, zato so odšli. Trenutno prenavljajo celo hišo, naredili so celo nadstropje, spode. Zelo bo jezen, ker bo moral zdaj vse znova narediti. Jo, vem. Ja. In to bo padlo name, ne na njo. To je na meni, ja. To je na tebi. Če ti vzamemo to hišo, bo to verjetno zavedno. Ne, nimam. Torej, od koga najemaš? Ali to mama enega od mojih prijateljev, no? Mislim, da bo res jezna zaradi svoje hiše. Dan. Torej, kdo bo v tem primeru žrtev? Vem. Morda je to zato, ker imata skupaj otroke, ali pa zato, ker sta preživela leta skupaj. Kakorkoli že, Jose je bil jasen. Ni želel vložiti obtožbe proti Anabeli. Rekel sem, da ne želim vložiti obtožbe proti njej. Torej vse te stvari glede hiše bodo padle nate? Ven. Ampak jaz nisem tak, mislim, ja, razumem, ampak... Ne glede na vse, bo padlo name. Ne glede na vse, vloži obtožbo proti njej. Zdaj poskuša reči, da ne želi vložiti obtožbe proti njej zaradi hiše. Čeprav Jose ni želel vložiti obtožbe, je bila Anabela pridržana zaradi več obtožb, vključno z napadom s smrtonosnim orožjem, napadom na policista, poškodovanjem tuje stvari in upiranjem aretaciji. Ne, jaz sem Jose, to ni bilo prav. Lahko nehaš lagati. Zdaj, v redu, tvoja skupna varščina znaša $90,500. In $500. V redu, ni mi mar za mojo varščino. Želim biti tukaj. V redu, samo za informacijo. Kot član Truck Club Nation bodo 6 obtožb za hujša kazniva dejanja obravnavane strani zvezne vlade. V redu, hvala. To mi ni všeč. Oprostite. Ne razumem, zakaj moraš biti tako nesramna. No? Samo postavljam ti vprašanja. Moram ti še nekaj prebrati. Razumem, da moram po svoji izpustitvi premoženje prevzeti, podariti ali uničiti. Osebna rastlina, ki ostane po 7 dneh, bo izpuščena ali uničena za zasegom, donacijo ali uničenjem. Vse neskladnosti morajo biti znane v tej obliki ob podpisu.
In ob izpustitvi morate izpolniti obrazec za izgubljeno lastnino. Jasno, popolnoma sprejemljivo, urejeno, brez zadanitve tvojih zahtevkov. Ko prideš ven tukaj, ti bodo vrnili tvoj telefon. Poskrbi, da ga vzameš. Če ga ne vzameš, da bodo vrgli stran. Torej, glede tiste točke, ko pridem ven, Ko prideš ven, samo vzemi svoj telefon. kaj pa, če nihče ne pride po mene? Torej, da ga izgubim? No, ko ti izpustijo iz zapora, Torej, bom imela svoj telefon. dali ti ga bodo. Prevzem bo treba podpisati. Poskrbi, da to brez podpišeš. Govoril sem. Govorila sem. Ne, govoril sem, v redu je. Ampak se zavedaš, da te čaka najmanj 120 let zveznega zapora, kaj ne? Zakaj? 3 primeri napada s smrtonosnim orožjem pomenijo do 20 let. To ni bistvo. Napad s smrtonosnim orožjem, zapeljati z avtomobilom v hišo, v kateri so bili ljudje, je napad s smrtonosnim orožjem. 80. Napad na policista do 20 let. V redu, no, lahko bi uspelo pobegniti. Do 20 let, to ni pomembno. Ne moreš kar napasti nekoga. Nisem nameravala. Krađa vozila. Prišla sem ven in je rekla, da mi je žal in da nisem nameravala. Kraja vozila do 20 let. Kraja? Ja. Kraja vozila? To ni tvoj avto. Nisem ga ukradla. Posodil mi ga je. Dovolil mi je, da ga uporabljam. Zakaj potem kraja vozila na... Rekla je, da je vzela ključe. Kdo? Tista punca, ki ima tisti rdeči avto. Ki ima rdeči avto? Je tisti, s katerim si se zalepila v hišo. Jeep? Ne, Jeep je v lasti Joseja Sancheza. Otrok Igor, adijo. G. The Jeep? Arbor Penny. Kdo? Ne. Ne. Ne morem te vprašati, kaj je bilo. Nisem kradla. Ne moreš ti povedati, kaj je bilo. Jaz... Ne vem. Ampak mislim, ker ne, upamo, da bo ostalo obveljalo. Jaz ne, ne briga me. Res me ne zanima nič od ostalih stvari. Ne briga me. Ne briga me. Vem, kaj sem naredila. Vem. Prevzela bom odgovornost za to, ker sem to naredila. Ampak stvar je tem, da nisem. Ne kradem. Ne kradem. To je ena stvar, ki je ne počnem. In ti tukaj sediš in me poskušaš prestrašiti. Kot da me bo strah, pa me ne bo. Ni mi mar. Mislim, da bi me bilo, če bi mi grozila več od 100 let zvezne kazni. Ni mi mar. Veš, kaj mislim. Ni mi mar. V redu, potem sedi tukaj vlak. Imam pokvarjene misli. Veš kaj, 5. amandma. To je tvoja pravica, da ostaneš tiho. Ker veš, bolj kot govoriš, več ujamejo te kamere. Bolj si ti tista, ki vse priznava. Priznati kaj, ni me briga. Res me ne briga. Veš kaj mislim? In ti si samo brez razloga. Kako pa sem bil? Sploh nisem bil tam. Si, ampak si. Ali sploh slišiš, pa pogovori z mano? Povej ti resnico. Ugotavljamo glede avtomobila. Ta morda ni tukaj, prav? Ona je to izjavila. Ti si rekel drugače. Obravnavali bomo tudi tvojo plat. Sploh je nisem videla tam noter. Torej, ni pomembno. Prehodila sem se naokoli. Ni pomembno, če jo vidiš. Vem. Vem, ampak pravi, da je sploh nisem videla tam noter, zato sem presenečena, da je bila tam. Res je mislila, da tega ne bom naredila. Naredila sem to in naredila sem to in ne. Ti, še enkrat, samo sekunda, preda ti. One second. Nadaljuješ s govorjenjem, vem. Vem, da veliko govorim. Vem, prebral ti bom to. Imaš pravico molčati. Vse, kar rečeš, se lahko in bo. Nihče ni prebral. Nihče mi tega ni povedal, ko so me aretirali. Nihče. Nino teba, ker imamo tukaj novo vprašanje. To nima nobene zveze z branjem. Ampak zakaj? Zakaj? Zakaj morate to napisati? Zakaj morate to reči, ko sem aretirana? Nihče te ni vprašal o tvojem dejanskem zločinu. Ampak nihče ni rekel ničesar. Torej, no mi treba tega prebrati, oni... Prosili so me, naj ležim na tleh. Mi. Hudičane. To je ne. Ne, zdaj boš to povedala. Imate pravico govoriti z odvetnikom in imeti odvetnika navzočega med zaslišanjem. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo eden dodeljen pred zaslišanjem. Kadarkoli se lahko odločite uveljavljati te pravice in ne odgovarjati na vprašanje, v redu? Vi, ki ste pravka zaposleni, morate reči ne, draga. Razumite. Pravico do molka. Ni mi ni nič rekel. Nočem poklicati, počakaj. Moral by. Ne? Te ščititi. Torej, Dabič. Torej si stara okoli 40.
Stasa 34. To je dobro. Prekleto. Ampak ali razumeš, kaj sem ti prebral? Ampak jaz sem res mlada. Razumeš, kaj sem ti prebral? Ne vem. Ne. Ne razumeš, kaj sem ti prebral? Prav, potem nekaj govoriti. Ne. Ker nisi. Prav. No, jaz, imaš pravico molčati, zato bodi tiho, izkoristijo. Ko so me dali v policijski avto, takrat bi moral to reči. Prav, vse, kar rečeš, bom samo dodal k temu. Ampak takrat bi moral to povedati. V redu. V redu. Nihče mi ni prebral mojih miradinih pravic. Nihče mi ni prebral mojih miradinih pravic. Nihče mi prebral mojih miradinih pravic. Nihče mi prebral mojih miradinih pravic. Vsi samo pošiljajo svoje vesti. Niti ena oseba mi ni prebrala mojih mirandinih pravic. Ker to je, od koga je avto, ne? Zdaj ste vsi jezni, ker mi niste prebrali mirandinih pravic. Ker vlada, to je registrska tablica avtomobila, ki je bil v... Ja. Ja. Ali se to glasi na tisto punco, ki jo poznaš, ki je trdila, da je bilo ukradeno? Ne, ampak ti pravi, nisem jaz ukradla. Ne, nikoli ne bi kradla, jaz ne kradem. Prav... Ti samo zaletavaš avtomobile v hišo. Ne, nisi vozila avtomobilov. Točno tako, hvala. To je tisto, kar počnem? Ne, tega ne počnem pogosto. Bila sem res jezna, zelo sem vznemirjena, res bi rada jokala. Ne, sem jezna, sem, ker je res mislil, da tega ne bom naredila. In potem sem to naredila. In potem je bil jezen. In hotel je sedeti tam in me klicati, draga, 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 draga. Policisti so potrdili, da je Annabelle članica plemena Choctaw. Zaradi tega je bil njen primer predan FBI-ju in plemenskim oblastem za nadaljnjo preiskavo. Spletni zapisi kažejo, da je Annabelle Torres še vedno v priporu v okrožnem zaporu Tulsa. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.